Najlepša hvala. A je to Gala, jabolko Gala? Ne. No, prav dobro ti je šlo, ne vem pa, če je bilo že ravno za Guinnessovo knjigo rekordov. Ne, to žal ne, sem izgubila ravnotežje in jabolko, tako da sem boljša v jedenju jabolk kot v dobljenju ravnotežja. Tako je, ampak nič ni izgubljeno, lahko pridno treniraš in vadiš nekega dne Guinnessova knjiga rekordov. Morda pa res. Se gledamo. Gala, hvala, se gledamo. Za mano v studiu pa že moja naslednja gostja, Tjaša Ferkov-Babnik, diplomirana športna trenerka, podjetnica in mama dvema hčerkama. Pravi, da je njen poklic tudi njen življenjski slog, to pa je zdrav in aktiven, ker je danes še kako pomembno, ne, sploh če smo po porodu, vodi svoje podjetje za rekreacijo odraslih, otrok in seniorjev, aktivni z mano. Danes pa bomo izpostavili temo mamice po porodu. Tjaša, lepo pozdravljena. Živja. In zakaj je tako pomembna vadba po porodu za mamice? Ne, saj pomembno je tudi med porodom, ne, a ti nisi toliko telovadila, pa si potem rekla, bi mogla več. Jaz sem skozi telovadila, imam to srečo, da je tak moj poklic. Skratka, ja, zakaj vadba po porodu? Telo se v času nosečnosti zelo spremeni, kaj šele po porodu. Se pravi, 9 mesecev se telo prilagaja na porod in vsaj toliko časa mu moramo nameniti, da ga povrnemo v stanje takšno, kot je bilo prej. Zdaj, sama nosečnost, kaj šele porod, telesu povzroči, bi lahko rekla, en velik stres, neko travmo. In pomembno je to, da se na pravilen način potem lotimo te same vadbe. Zdaj, mogoče da povem to, vsak, ko sliši besedo vadba, takoj pomisli na nekaj težkega, neki napori, ne vem, kakšna shujševalna akcija, zdaj delač od tega. Kaj se ne dvigujejo te uteži, te kettlebelli, 30 kilski v vsaki roki. Ne. Se pravi, pomembno je to, da v bistvu zakaj vadba po porodu, ker z vadbo, s temi vajami okrepimo notranje mišice. Jaz temu rečem neko bazo telesa. In če se mamica na nepravilen način loti vadbe, ali pa če se sploh ne, si lahko na dolgi rok pusti kar velike hude posledice. Se pravi, inkontinenco, razmik trebušnih mišic, bolečine v križu, nič dobrega. In zato je ta čas po porodu idealen čas, da se to, kar se je v času nosečnosti razmaknilo, stisne nazaj skupaj, bom tako rekla, ker je lažje razumljivo. In zakaj? Ker če bo mamica v tem času poskrbela za to bazo, tako kot sva rekla, bo ona, ko bo čas službe in ko gre otroček v vrtec, samozavestna in pripravljena in telo bo dovolj močno, da se bo lahko vklopila v katerokoli rekreacijo, ki je ljuba. In se bo lahko na nek varen način potem priklopila nazaj ritmu življenja, kot ga je imela prej. Tako ne postati mama, je tudi svoj vrste napor za kasneje. Veliko je treba dojenčka dvigovati, pestvati, včasih se joka, pa se ne spustimo. In super, ker si tole izpostavil, da majčkeno opredeliva, kaj to sploh je ta vadba po porodu, kako izgleda. V prvi vrsti ni zdaj to tako, da blazino na tla pa gremo delati to pa to. Ja, tudi majčkeno kasneje. Ampak že v porodnišnici, takoj naslednji dan, kar se mi zdi res super, pa se mi zdi, da mamice mogoče to še zmeraj malo tako čez eno uho noter, čez drugo ven, te pride obiskat fizioterapevt. Pride s tako lepo, luštno, kratko knjižico, kjer so noter upisane te prve vaje. To so vaje za cirkulacijo, za globoko trebušno mišico, za keglove vaje, za mišice medeničnega dna. Take osnovne, ampak te vaje so zlata vredne. In v bistvu ti on delam keglove. Ja, ker on ti v bistvu tudi majčkeno razloži. In začne se v bistvu že takoj lahko v porodnišnici. Pravilno vstajanje preko boka iz postelje, pravilno dvigovanje dojenčka, pravilna drža pri dojenju, pri nošenju. To so te prve vaje po porodu. Se pri vajah lahko pridruži tudi očka.
Ne, veliko moških se tudi kaj malce poredi, ne, med nosečnostjo, ki dobijo kar tak tudi svoj nosečniški trebušček. So primerne tudi za moške te vaje? So primerne tudi za moške, ne, tako da lahko je opora mamici ali pa če ne drugega mogoče kot sam nek opomnik, da je dojenčka meni, ti pa naredi tistih svojih 10 minut, da boš se boljš počutila. Ne. Ker kdaj pa potem po porodu pa dejansko mama začne z določenimi vajami. Zdaj, fizioterapeuta si že omenila, ki lepo razloži, kako moramo ravnati, kako se moramo držati. Kdaj pa priporočaš, da se dejansko začne? To bi res položila vsaki mamici na srce, da ne izkoristi tele besede fizioterapeuta, upošteva in se tega, kar je v tej knjižici drži, ker ji bo res pomagalo. Potem je pa tako, da mamica ima po 6 tednih od poroda ima prvi ginekološki pregled. Tam pa dobi načeloma zeleno luč, da gre lahko v štart. Potem je pa tudi priporočljivo, zaželeno, da se pa priklopi ali individualni poporodni vadbi, ker se pa že vaje bolj natančne, ali pa skupinski. Načeloma po teh 6 tednih po porodu je neka taka zelena luč za štart. Kako pa izgledajo te prvi treningi? Kakšni so te vaje? So bolj stoječi, sedeči? Vaje izvajamo v vseh položajih, torej v stoje, v sede, v leže na hrbtu, na položaju na vseh 4. In sploh te čisto začetni treningi, sploh če je mamica prvič, pa da nikoli prej ni bila dovolj recimo aktivna, to zmeri poteka najprej tako, da jaz par minut, ki si vzamem izključno samo za njo, da majčkeno predebatirava, da majčkeno vidim tudi, kako se njeno telo obnaša. Potem gremo pa skozi neke take osnovne vaje, ki se pa pol, če skupinca ostane nekaj časa pri tebi, ti lahko potem to zelo prilagodiš vsaki mamici posebej, kaj dodaš. Nekatere so bolj fizično močne od drugih, ampak se mi zdi, da je že to, da mamica pride nekam z namenom, da bo nekaj dobrega naredila za sebe, je ena velika kljukica že narejena, je na pravi poti. Potem jo pa tam lepo usmerjamo. Zdaj pa, jaz sem tukaj le zasledil, da obstaja pa tudi vadba za mamice z vozičkom. Se pravi, a to je pa potem bolj na prostem, ko tečemo z vozičkom? Ali kako ta vadba je pa meni tako najbolj pri srcu. Se pravi, z vozičkom. Ja, v času telih, se pravi, ne bom rekla poletnih počitnic, tako v zveneri rečem počitnice, ki imam otroke, ampak se pravi v spomladanskem, poletnem, pa zgodaj jesenskem obdobju, ko je primerno vreme, jaz rečem, da vozičkamo. Dobimo se lepo, zdaj imamo lokacijo pri Fužinskem gradu in potem gremo lepo po poti spominov in tovarištva ne teč, ampak se pravi, kot bi rekla, v času aktivnega sprehoda naredimo še cel spekter vaj. In je res prijetno, ambient imamo lep, na svežem zraku smo, dojenčki so zadovoljni, ker so tudi zunaj. Se še družijo in spoznavajo med seboj. Seveda. In to je pa tista druga stvar. Sama vadba, seveda, kvalitetna mora biti in mamica nekaj s tem dobrega naredi za svoje telo. Tista druga plat je pa to druženje. Sicer zdaj smo majčkeno omejeni. Izmenjava izkušenj, idej. In to mamice pomiri, zato ker pridejo v nek krog, kjer ima sebi enake ali podobne. In se najdejo. In moram reči, da se res tudi spletajo prijateljske vezi, ki dolgo potem še ostajajo. Se mi zdi to res zelo lepo in to, da si mamice v tem času najdejo neko v bistvu novo družbo na ta način, ker se mi zdi, da so bolj pomirjene. Ja, družba nas definitivno pomirja, sploh, če je kdo pod stresom, pa da reče, sem imela podobno situacijo. Brez skrbi. Vse se da. In potem hodite v vozičku, tako malo hitra hoja. Določene vaje smo, tako, določene vaje so v bistvu, ki same vaje izvajamo tako, da voziček potiskamo pred seboj in delamo določene vaje sproti, potem se na kakšnem lepem samotnem kotičku ustavimo, da naredimo vaje še za zgornji del telesa, gremo naprej. Včasih celo punce pospremam vse do golovca in celo vstanem dol jaz z dojenčki in imajo se je kratka pot pol gor na Ukrebar, ampak tudi toliko, da malo zamenjajo še ta del, pa grejo malo gor v hribček, recimo. Da se še nekaj zameča več. Zelo raznoliko, tako res razgibano in predvsem ta družba, res, po mojem, da sploh ne znam opisati, kakšno zadovoljstvo je to njim.
Da vejo, da naredijo fizično nekaj zase in potem še tisti klepet na koncu in že mačkano vmes. In se pravi, moja mnenja, moje izkušnje, res neprecenljivo, res. Tako, praktično cel lep piknik si lahko potem pripravite na takle sončen dan. Ja, v vozičku si lahko veliko stvari bom jaz piškote prinesla, pa ti prines limonado. Točno tako. Potem v nekaj simpatičnega lahko razvija. Jaz bi bil pa tudi jaz rad mamica. A očki ne smejo. Nekaj pa imamo lahko v plusu, ko vi nimate. Kaj pa recimo vadbe, zdaj voziček si omenila, pa vem, nekateri imajo te nahrbtnike za otroke, kjer je otrok zadaj, pa zdaj so moderni kakšni zgornji ali pa tukaj spredaj, se lahko tudi tako razgibava telovadi. Je treba kaj bolj paziti, otrok ima vseeno svojo težo, da je dobro za hrbet. Tako, se pravi, takoj na začetku ni tako primerno, je treba najprej ukrepiti mišice hrbta, mišice trupa, tako da se mamica zna pravilno držati. Potem pa je, se pravi, če ima ona dojenčka v kangurujčku ali pa zadaj, absolutno, jaz priporočam, kakršnokoli gibanje je boljše kot nič, če je le varno. Varno pa mora biti. Tako, varno pa mora biti. Predvsem za mamico in za dojenčka. Seveda. Jaz si predstavljam, kakšne izpadne korake, pa tako, da se hodi in se opiraš in delaš izpadne korake. Lepo zgleda, ne? Pred vozičkom, definitivno, ne? Kakšni štirinožni prijatelji tudi kdaj pridejo zraven? Pa v bistvu smo imeli, je bil majhen kužak v spodaj pod vozičkom, tako da luškano. Tako pestro, ne? Vse pride, da se tudi otroci. Pa bil je še lepa animacija potem za tiste majčkeno večje dojenčke, No, kako pa je to zdaj pri teh vadbah? Kdaj, na primer, mamice sva rekla, da začnejo po tem prvem ginekološkem pregledu, da je to in po koliko mesecih? Načeloma potem mamice vztrajajo pri sami vadbi, dokler se porodniški dopust ne konča. Najmlajšo članico, dojenčico sem pa imela 7 tednov staro. Res je mamica prišla po tistih 6 tednih. To je slaba 2 meseca. Tako. In se je super izteklo. Tako da tudi to, da je skupina raznolika, če so dojenčki, se pravi 2 meseca, pa mogoče en že 9 ali pa 10 mesecev, nobene težave. Nimam ločene zdaj vadbe potem za to po starosti dojenčkov, sploh ne gre za to. Tako da se bolj je dojenček star, težji je in je potem tudi vadba bolj intenzivna. Ja, včasih res pri kakšnih vajah drugače, v vozičku ne, ampak pri določenih vajah pa res vklopimo tudi dojenčka zraven, ker je dejansko lahko majčkeno tež, pa še to se pol malo mamica... Pa še pri nas je. Tako, pa še pri nas je, ne skozi celo vadbo, ampak določene vaje pa. Če je le dojenček za stvar, ponavadi so. Tjaša, zaenkrat najlepša hvala, zelo zanimivo, kar zavidam mamicam. Zavidam, že nasploh in zavidam. Mi bomo na hitro skočili v oglase, po oglasih pa nadaljujeva z nasveti za novo pečene mamice, pa tudi tiste, ki so že večkrat bile. Pa bodo. Ostanite z nami in se gledamo.